Gasilska brigada Ljubljana ob 100-letnici delovanja. 100 nasvetov za 100 let. Tokrat vam svetujejo, kako ravnati v primeru ponesrečenca v vodi. Bolj kot smo vešči skakanja v vodo, višja je lahko naša višina skoka v vodo. Zaradi varnosti se priporoča, da je to nekje do 2 metrov. V primeru, da mi pademo v napačnem položaju v vodo, je lahko to zelo usodno za nas. Pride do poškodb, mogoče celo smrti in tako naprej. Na urejenih kopališčih, kot so bazeni, je globina vode označena z ustreznimi tablami. Na naravnih in divjih kopališčih pa nas globina vode lahko preseneti. Pod vodno gladino se lahko skrivajo veje, drevesa ali skale. Pristanek na ta mesta lahko povzročijo hude poškodbe. Pred vstopom v vodo na neurejenih kopališčih, kot so morje, reka in jezera, si dobro poglejmo tudi mesto izstopa iz vode. Saj nas lahko ovirajo razno rastlinje, skale ali pa v vodi se skrivajo nevarnosti, kot so steklenice ali ježki. V vodi se poleg kopalcev nahajajo tudi različna plovila, supi, kanuji, razni čolni in nikoli ne skačemo v njihovo bližino, saj s tem predstavljamo nevarnost tako sebi, kot tudi njihovim uporabnikom. Izogibamo se skakanju v vodo tam, kjer je gostota kopalcev velika, še posebej moramo pa biti pozorni na potapljače, ki niso vedno vidni na površju. Če opazite, da ima oseba težave s plavanjem ali da se že utaplja in kriči in nenudoma pomagajte, obvestite ljudi okoli sebe, ne pozabite pa na svojo lastno varnost. Vkolikor nisi usposobljen za reševanje iz vode, se skoku v vodo izogibaj. Najbolje je, da s plavalcem navežemo stik, mu pomagamo oziroma povemo, kam naj se usmeri, da pride do brežine in ga lahko rešimo iz vode. Če se nahajamo na urejenih kopališčih, je najbolje, da si pomagamo s plavajočo vrvjo, reševalno podkvijo ali reševalnim obročem. Če pa se nahajamo na neurejenih kopališčih, pa poskušamo najti kakšno vejo, daljšo palico, da podamo plavalcu in ga s tem varno pripeljemo do brežine. Na urejenih kopališčih najprej obvestimo reševalca iz vode. Le-ta je najbolj usposobljen in bo osebi najbolje pomagal. Nato sledi klic na številko 112, kjer natančno opišemo lokacijo dogodka ter stanje utapljajoče osebe. Oseba, ki se utaplja, je v stiski, je panična in če mi ne znamo pristopiti pravilno do osebe, nas lahko te ihti potegne pod vodo. Zdaj, sami pri sebi moramo vedeti, koliko smo vešči, kaj znamo, kaj lahko naredimo in pejmo do svoje zmogljivosti, pa pomagajmo, kolikor le lahko. Ne iti pa predaleč, ker lahko te ihti tudi mi nasrkamo. Kaj storiti v primeru, če naletiš na osebo, ki se utaplja? Z osebo naveži očesni in glasovni stik. Z bližine osebi vrzi pripomoček, katerega se lahko oprime. Pokliči številko 112. Povej, kdo si in kaj se je zgodilo. Povej točno lokacijo nezgode. Povej, koliko oseb potrebuje pomoč. Ne odloži telefona, dokler ti tega operater ne dovoli. Če opaziš ponesrečenca v vodi in še nikogar drugega ni na kraju, pristopi in pomagaj. Odreagiraj tako, kot bi želel, da to ukrepajo mimoidoči, če bi se tebi zgodila nesreča. Pomagaj prvi in bodi navdih.